Zdaj pa pride ena abstraktna tema, ki je v bistvu navidezno abstraktna, pa sploh ni abstraktna, ampak je veliko bolj resnična od resničnosti same. Vse to, kar tukaj doživljamo, je v bistvu laž. Laž je iluzija. Iluzija nam pa toliko časa ponujajo, da jo razumemo kasneje mogoče celo bolj resnično kot to, kar v resnici je resnično. In resnica je vedno skrita pred očmi. Vedno nam je skrita. Smo pa ljudje, ki marsikaj vidimo, ne vsega, vendar veliko več od ostale večine, ker smo se vse življenje s tem ukvarjali. Marsikdo je veliko bolj senzibilen, stvari zaznava na drugih nivojih in edino skupaj smo močni. Iviljana je danes pripravila temo Dobrodošel Sveti Duh v Sloveniji. Glede na dolžino današnjega srečanja, jaz tega uvoda ne bom prebral, iz vabila, maila, vam pa priporočam, če ga še niste, prosim, preberite ta odlomek, kaj vam Iviljana želi sporočiti skozi to besedilo uvodno v poslanem vabilu. Sedaj pa je prišel čas, da predam njej besedo in da pove nekaj več o temu, kar boste potem to, če še niste prebrali in povezali stvari, da morajo stati tako, kot stojijo in da jih boste pravilno razumeli in v globini duše doumeli. Edina stvar, kar nam počnejo v teh težkih časih, je to, da nam želijo dušo ukrasti. Ne dovolimo si tega in tukaj imamo drugega, pa imamo tudi pomoč drug od drugega. Iviljana, prosim, predajam ti besedo, izvoli. Najlepša hvala. Danes zjutraj sem dobila navdih, da moramo resnično govoriti danes o Svetem Duhu, da ga moramo pozdraviti, mu zaželeti dobrodošlico v Sloveniji, v naših srcih, v naši vladi, v naši kulturi, v naših medsebojnih odnosih. Zakaj? Zaradi tega, ker je čas zelo v tem trenutku blizu, da se moramo vsi odločiti, popolnoma vsi. Ali bomo delali in živeli z resnico, za resnico, ali bomo nemi in tihi opazovalci in bomo na en način pasivni in bo naše življenje odvisno od drugih, ne od nas osebno. Večkrat sem že povedala, da smo osebno odgovorni za vsako našo misel, za vsako našo besedo, ki jo izrečemo, za vsako dejanje, da odgovarjamo in da tudi, ker sejemo, žanjemo. Vendar potrebujemo čim več ljudi, ki bodo prebujeni, ki bodo odprli svoje srce, svoje oči, svoje ušesa za resnico, ki edina osvobaja. Strah ne osvobaja. Sodbe ne osvobajajo. Skrivanje tudi ne. Podpora zemeljskim stvarem tudi ne. Zemeljski oblasti tudi ne. Življenje, ki ga trenutno živimo, je postavljeno pred velik test. In vsak izmed nas se bo mogel samostojno odločiti za svojo pot. Samo dve poti sta. Ena pot, ki vodi v večno življenje, v mir, v radost, v zdravje, v skupnost z istomislečimi ljudmi, in druga pot nas vodi, ki je zelo, zelo široka.
nas vodi v konfliktne situacije, v strahove, bolečine, bolezni in tudi v smrt. Prav vsi smo trenutno v obdobju, ki se mu reče obdobje milosti. Milost je kot nevidna voda, ki prihaja direktno iz neba, iz nevidnega sveta za nas, zemljane. In vendar je ta voda darovana kot brezplačni dar za vsakogar, ki je odprl svoje srce, svojo dušo, svoje telo, svoje misli za resnico, za tega svetega duha. Zakaj mu rečemo sveti duh? Zato, ker je res duh, ki nas usrečuje, ozdravlja, povezuje, obnavlja, ki nam daje pogum. Zato je to sveti. Obstaja nažalost še en duh, ki se mu reče duh teme, duh smrti, duh jeze, duh sovraštva, duh sodbe, duh obrekovanja, duh nečisti duh. In mi smo tempelj, hiša, ali bomo v svoji hiši imeli svetega duha, ki je zastonski dar iz neba, ali bomo imeli duha ločitve, sodbe, jeze, bolezni, sovraštva, nemira v sebi. Vsak za sebe je 100% odgovoren, za katerega duha se je že odločil oziroma se bo odločil. Ne glede na to, kje smo sedaj, v kakšnih zmotah smo živeli, v kakšnih zablodah smo živeli, imamo svobodno voljo, da se ta hip sedaj vsi odločimo, da Slovenijo darujemo svetemu duhu. Duhu resnice, duhu osvoboditve od vseh duhov, ki niso od Boga, od laži, od prevar, od hudobi, od ubijanja, od cepljenja, od vsega tega, kar ni v skladu z naravnimi zakoni in z matematično logiko, z ustavo, s človekovimi pravicami. Vsi si želimo živeti. Tudi tisti, ki so se cepili, so verjeli v cepivo. Verjeli so, da nekaj dobrega delajo. Verjeli so, da jim bo to rešilo življenje. Razočarani so. Zelo razočarani in jezni. In vendar tudi ti ljudje imajo možnost, da se na en način pokesajo, da so pač imeli na očeh temine, v ušesih tudi temine, niso slišali, niso videli in so nasedli zvijačam tistih ljudi, ki so zainteresirani, da smo v temi in da ne slišimo in da ne vidimo. In vendar vsako danem trenutku lahko spregleda, če želi. Vsak se lahko odloči za resnico. Vsak. In v Sloveniji nas je 2 milijona. Zakaj ne bi dovolili, da vsi spregledamo? Ko sem prej omenila enemu članu, da lahko zberemo v Društvu za srečno življenje 100.000 podpor, sem začutila, da ne verjame. Ampak jaz verjamem, da je možno. Če se bo narod prebudil, če bo narod spoznal resnico, da smo mi kot narod, kot ljudstvo enotni, da želimo življenje, radost, smeh, enotnost, čudovito življenje, tukaj zdaj na zemlji, ki je ustvarjena za življenje, ne za trpljenje, smo zmagovalci. Popolni zmagovalci. Sovražniku in temi so šteti dnevi, verjemite. Ali boste med tistimi, ki bodo tudi zmagovalci, ali boste med tistimi, ki boste poraženci, to je vaša osebna odločitev. Vendar, zakaj bi bili med poraženci, če imate svobodno voljo in se lahko odločite za življenje, za radost, za mir? Mi vsi skupaj se moramo odločiti tokrat,
za pravega predsednika, za svetega predsednika, ki bo maziljen s Svetim Duhom, ki bo maziljen z resnico, ki bo želel Slovenijo popeljati v blagostanje, v radost, v svetlobo, v svetost, v mir. In jaz vem, da bomo tokrat dobili takega predsednika. Jaz to čutim. Slovenski narod je prebojen. Ogromno je že luči v Sloveniji. In enotni smo lahko v tem trenutku. Naj nas te predsedniške volitve združijo za skupno dobro. Saj smo na skupni ladji. Za nas, za otroke, za prihodnost, za Evropo, za svet. Pozdravimo v Sloveniji Svetega Duha resnice, življenja, miru. Samo hudi duhovi delajo slabo, ljudje so bolani, se čistijo, boli me to, pa moram se 14 dni čistiti od ne vem česa. Ni potrebno. Sveti Duh v sekundi vse naredi. Jezus Kristus, ki bo poln Svetega Duha, maziljen Svetim Duhom, je v sekundi ozdravil slepca. Očistil je gobavca v sekundi. Slepi mi vračal vid. Bolnike je ozdravljal. S čim? Ne v imenu svoje. V moči Svetega Duha, ki nam je dan dobesedno iz neba kot zastonski dar. In Jezus, ko je odšel nazaj v Božje kraljestvo, nam je obljubil, da nam bo pošiljal to lažnika, Svetega Duha, ki nas bo varoval, tolažil, učil, zdravil do popolne zmage resnice na zemlji. In zakaj ne bi to sprejeli, to je darilo? Zakaj bi verjeli lažem, prevaram, cepivom, ljubosumnim ljudem, sodnikom, tožnikom? Zakaj? Če imamo darilo od Boga, našega očeta, stvarnika nebes in zemlje, ki nas neskončno ljubi, vse, čez popolnoma vse. Ampak vprašanje je, ali mi ljubimo Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso pametjo, z vsem, kar smo. In če ljubimo sebe in bližnje. Jezus nam je zapustil 2 zapovedi. Ko je odšel nazaj v nebeško kraljestvo miru, radosti in življenja. Poslal vam bom to lažnika, Svetega Duha, ki bo z vami do konca sveta, starega sveta, sveta bolezni, sveta nemirov, vojen, razprtij, ločitev, kregov in ne vem kaj še vse. Ker Sveti Duh je Duh, ki preobraža vse nas v svetnike, v vredne ljudi, v radostne ljudi, v srečne ljudi. To dela Sveti Duh. In vendar je zelo preprosto. Povabimo ga v svoje življenje, tako kot povabimo gosta v svoj dom, lahko povabimo tudi Svetega Duha v svoje srce, v svoj dom, v svoj tempelj, v svoje življenje, v svoje delo, v Slovenijo. Jaz osebno vabim Svetega Duha v Slovenijo. Dobrodošel, Sveti Duh v Sloveniji. Dobrodošel. Mi te rabimo. Brez tebe ne bo dobrih volitev. Bojo zmagali temačne sile. Ampak, če bomo vsi povabili Svetega Duha, kdo nam kaj more? Ko bo Sveti Duh na delu, je zid Jerihe padel. Ko bo Sveti Duh na delu, se je morje rdeče razpolovilo in Izraelci so bili osvobojeni iz Egipta. Ker Sveti Duh je Duh, ki ga pošilja Bog in Jezus in vsi sveti iz neba. In je zastonski dar za vse nas. Zakaj ga ne bi sprejeli, če je zastonski dar? Bolezen je draga. Cepiva so draga. Zdravstveno zavarovanje je drago. Operacije so drage. Zdravila so drage, pa še škodljiva. Zakaj ne bi sprejemali tega Svetega Duha, ki kot nevidni dež pada iz neba, tam, ki ga kličemo, ki ga prosimo in pride.
Živi primer sem jaz. Danes z možem se odpravljava na to srečanje, pa je deževalo, ker nimava avta in sva vezana na električni skiro. Sem jaz rekla, Sveti Duh, prosim, nehaj deževati sedaj, ko bova rabila, da prideva suha v ta prostor. In zahvaljevala sem se mu, Sveti Duh, hvala, uslišal si mojo molitev. Pa to je samo en majčkeni primer. Kadar molim in prosim Svetega Duha, jaz vem, da je Sveti Duh tisti, ki sliši, uslišuje in dela tisto, kar ga mi prosimo. Če ga prosimo v veri, sedaj za predsedniške volitve, da bo zmagal tukaj trenutno Sveti Duh in tisti predsednik naj bo izvoljen, ki bo Slovenijo popeljal dobesedno v raj, v radost, v skupnost srečnih, blagoslovljenih, zdravih ljudi. Združimo se, Slovenci. Volimo človeka, ki ni cepljen s politiko in z denarjem, ampak je cepljen s Svetim Duhom, ki želi resnico darovati ljudem, ki želi živeti to, kar je Božja volja. Ker Božja volja je, da pride Božje kraljestvo na zemljo, v Slovenijo, v Evropo, v svet. Božja volja je, da se imamo radi, da spoštujemo drug drugega, da delamo za mir in sprave in ne, da se ločujemo in mečemo iz svojih življenj ljudi in črtamo na seznamu ljudi, ta ne bo več v mojem življenju, ta si ne zasluži. Bog nas vse enako ljubi. Prav vse. In Božja volja je, da tudi mi ljubimo sebe in druge, tudi naše neprijatelje. To je Božja volja. In kdor dela za Božjo voljo, je od Boga. Kdor dela za ločitve, ni od Boga, je antikrist. Popolna Eva je bila zavedena. Nasedla je. Tudi jaz sem, na žalost, v življenju velikokrat nasedla. Nisem imela znanja, nisem imela poduka, nisem bila vzgajena, nisem imela Svetega pisma, nisem pač vedela, da je na tem svetu toliko prevar, laži in temnih sil, ki čakajo, v kateri dom se bodo naselili in delali škodo in delali za sebe in za svoje cilje. Zli duhovi so duhovi brez teles in rabijo nekoga, ki je naivan, ki je žalosten, ki rabi denar, ki sodi in se naseli v njem. Ampak Jezus, ko je bil na zemlji, ko je srečal obsedenca, je legijo v imenu Svetega Duha, s pomočjo Svetega Duha, poslal v prašiče. 2000 duhov, legija pomeni vojska z 2000 vojaki. In človek je postal popolnoma drugačen, miren, srečen. Ko je hotnico osvobodil zlih duhov, so sedem duhov je zapustilo njeno telo. In ljudje so ali polni Svetega Duha, ali polni duha, ki ni svet. Duha jeze, ljubosumnosti, bolečine, bolezni, depresije, smrti in ne vem kaj še vse. Ampak mi smo tisti, ki povabimo v svoje življenje tistega duha, ki smo se mi odločili. Če bi Eva takrat, ko je nasedla zvijačem prekanjenega duha, vedela, kaj jo čaka, da jo čaka trpljenje, da se bojo njeni otroci pobijali med sabo, da jo čaka smrt in bolezni in tako naprej. Ona tega ne bi naredila. Mi pa zdaj vemo za posledice, če sprejmemo hudega duha v svoje življenje. Poznamo posledice bolezni, jeze, ločitve, zamere, revščina in tako dalje. Veliko skupin, mama, hčera, ločene, zakoni ločeni, politika po svoje, cerkev po svoje. Kje je tukaj edinost? Kje je tukaj sprava? Kje je tukaj enotnost? In če bo državo in cerkev vodil isti duh,
Smo enotni. Zato jaz pozdravljam Svetega Duha v Sloveniji. Naj blagoslovi in cerkve, in razne inštitucije, in vlado, in ministre, in vsa društva, in vse nas zemljane. Sveti Duh, pridi. Mi te potrebujemo. Skrajni čas je, da se prebudimo. Da odpremo srce, oči, ušesa za resnico. Samo resnica nas bo osvobodila in rešila. Zato dobrodošel Sveti Duh v Sloveniji in veselim se to v letošnjih volitev, ker vem, da bo zmagala resnica. Hvala lepa danes. To je bilo pa danes od mene. Hvala lepa. Hvala, draga Julijana. To je bil močen nagovor. A veste, včeraj, predvčerajšnjim, ne vem točno kdaj, sem jo spodbudil, ker jaz rabim za to pripravo napisati, pa program, čiste zemeljske stvari, obične, ki jih potem razpošljem. In sva se pogovarjala, sem rekel, kaj boš pa to soboto, katero temo? Pa rekla, glede na to, kaj se dogaja v društvu z nekaterimi člani, ki so prišli z namenom, da društvo, namesto da se društvo se druži, se spopolnjuje, napreduje in dela svoje poslanstvo po statutu, so prišli pač razdirati, se kregati, opravljati, lažnivo govoriti in tako naprej. Je rekla, veš kaj bi jaz imela pa etični kodeks, pa moralno obnašanje teh ljudi, ki govorijo stvari in rušijo, ali so poslani, ali je to njihova bolečina, ali so prizadeti, ali so v glavo bolani, kakorkoli že, določeni ljudje, a ne? Žal mi je za te ljudi, jaz ne jemljem tega osebno, Julijana tudi ne. No, in potem se tako pogovarjava in ona pa potem reče zelo zanimiv stavek. Ja, ok, če govorimo o morali in če govorimo o etiki, pomeni, da je ni več. Kadar govorimo o denarju, pomeni, da ga manjka. Kadar govorimo o zdravju, pomeni, da je bolezen pri hiši. In tako naprej in tako naprej. Zmeraj aktualna tema pove, kje je problem. Rekla, jaz bom pa rešil v Svetem Duhu, ker je svet in to, kar vam je zdaj povedala, je rezultat tega najinega pogovora. Tako da, draga Julijana, iskrena hvala ti za to bogato besedo. Upam, da se je koga dotaknila, da je kdo razumel, da tukaj ne govorimo o neki veri, da ne govorimo o neki politiki, ampak govorimo o zdravih človeških odnosih, povezanih z naravo, da smo sami povezani s seboj, z naravo in vsi med sabo, da smo kot en organizem in ena družina in eno društvo. S to mislijo bi nocoj zaključil, ob koncu pa samo še iskreno povabilo, da si preberete to, kar sem poslal v vabilu in prosim za podpore, pa ne samo vaše, ampak tudi vaših družinskih članov, morda prijateljev, za katere se vam zdi primerno, da bi tako podporo bili pripravljeni dati, ki jo sicer ne bi, ampak če človeka nagovorite, da pripomoremo v tem duhu, da se ta dobri duh, Sveti Duh, dobri duh, širi po Sloveniji.